Pred dnevi smo objavili zgodbo 65-letnega invalida, ki nima osebne asistence, čeprav je brez obeh nog. Podobna je tudi zgodba 50-letnega Tomija Černezela iz Maribora. Zaradi sladkorne bolezni so mu amputirali obe nogi in ker živi sam, je v veliki meri odvisen od pomoči dobrih ljudi. Kako je mogoče, da ni upravičen do osebnega pomočnika? Danica Ksela. Tomi Černezel nas je pred vhodom v blok pričakal skupaj z dvema prijateljema, brez katerih si življenja ne zna niti predstavljati. Lepo zdrav. Samoroj skupaj z ženo skrbi za njegovo prehrano, Timotej Medved pa ga vozi na sprehode. Hvala. Edino sosed pa njegova žena, da grem k njima jest pa. Kaj pa vse ostalo, umivanje in to, kdo vam to pomaga? Sam. Težko, padnem tu dol stola, te soseda pokličem, da mi prije. To, sam. Pred 4 leti so mu pod kolenom amputirali levo nogo. Z uporabo proteze je bil takrat gibljiv. Lani pa je sledila amputacija še desne. So mi pa začeli prstet na desni nogi rezati enega po enega in pol je pa prišlo, da so mogli. Prvo so mi podkolensko odrezali, pol so mi pomogli še nadkolensko in ko so mi rekli, da še mi morajo še enkrat rezati nadkolensko, sem rekel, puste me, da crknem. Iz bloka, kjer živi, lahko pride le s pomočjo druge osebe in stopničnega vzpenjalnika, za katerega plačuje mesečno najemnino 170 €. Ne more gor iti, če mu on ne pomaga, ali mu jaz pomaga, ali mu žena pomaga. Vsako jutro se slišimo, pa pridem do njega, pa gremo dol, oziroma ko imam čas, tako moram reči, ne vsako jutro, ker imam tudi svoje obveznosti. Za osebno asistenco je na Center za socialno delo podal vlogo po amputaciji druge noge. Na centru so najprej proučili vsa osnovna dejstva in so vso dokumentacijo, tako kot veleva protokol, predali Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo. Potem inštitut, ki ima svoje izvedence, ki so usposobljeni za to, gre na teren z svojim ocenjevalnim orodjem, katerega mi ne poznamo. Komisija na osnovi osebnega pogovora z vlagateljem in pregleda zdravstvene dokumentacije izda mnenje in v primeru gospoda Černezela je bilo negativno. S tem so seznanili tudi Mariborski center za socialno delo. Ti so gospoda Černezela pozvali, da se o ugotovitvah izjasni in ker se ni, so mu izdali odločbo. Pol se pa nikam več nisem niti pritoževal, ker sem tako dolgo že gori napisano, ne pripada. Sedaj mu preostane le, da če se je njegovo zdravstveno stanje med tem časom spremenilo, torej poslabšalo, lahko poda ponovno vlogo za dodelitev osebne asistence.